V osrednjem občinskem gasilskem društvu, ustanovljenem pred skoraj 100 leti, so o nakupu nove avtocisterne razmišljali že kar nekaj časa, saj prejšnje 30 let staro vozilo ni več zadostovalo današnjim potrebam. Tisto, kar ljudje od nas pričakujemo, da takrat, ko nas rabijo, pridemo. To vozilo, ki je bilo v uporabi, pa tega ni več zagotavljalo. V lanskem letu smo celo bili en mesec nefunkcionalni zaradi večje okvare na samem vozilu, tako da je bila požarna, pa tudi na splošna varnost občanov ogrožena, da rečem. Nakup nove avtocisterne s pripadajočo opremo je bil tako domala nujen. V vozilu je 5000 litrov vode, 200 litrov penilnega sredstva, kjer ga lahko uporabimo tudi na požarih nevarnih snovi ali pa prevoznih sredstvih. Vozilo vsebuje najnovejšo črpalko, katera ima pretoka 3500 litrov na minuto. S tem vozilom smo šli na veliko višjo raven in nam bo zelo prav prišlo ne samo pri požarih, tako pri poplavah in vseh drugih naravnih nesrečah, kjer nam lahko z vso opremo, ki jo ima, zelo prav pride. Z novo pridobitvijo, skupaj z opremo vredno 250 000 evrov, se je bistveno izboljšala požarna varnost. V naši sredi imamo tudi veliko osnovno šolo, v kateri je 330 otrok, potem vrtec Sonček, imamo podjetje Plastoforem, imamo 2 doma starejših občanov in pa seveda hotel Terme Šmarješke Toplice za 380 sobami in vsekakor je požarna varnost zato izredno pomembna za našo občino. 150 000 evrov bo za nakup prispevala občina, ostalo so v društvu zagotovili s pomočjo donacij podjetij, obrtnikov in občanov. Hvala vsem še enkrat pri tej veliki investiciji za naše društvo. Sami absolutno ne bi zmogli take investicije. Prav na gasilski slovesnosti pa so svoj vse prej kot lahek podvig sklenili tudi udeleženci zdaj že tradicionalne 5. poti prijateljstva med pobratenima občinama Cankova in Šmarješke Toplice, ki je imela tudi tokrat dobrodelno noto. Sredstva letos zbirajo za mladega Gašperja iz občine Cankova. Rad bi postal avtomehanik, starši mu to ne morejo omogočiti in mi pohodniki smo še 4 dni trudili, da mu to omogočimo, da naj se fant izšola in da mu bomo olajšali življenje. Vso dobrih 170 km dolgo pešpot po 18 slovenskih občinah, na katere so tudi naslovili prošnjo za pomoč, so letos uspešno premagali 4 pohodniki.